Zavod za šport Slovenske Konjice obeležuje 25 let delovanja. Takrat se je prepoznalo, da je potrebno najti primernega gospodarja za športne objekte in upravljanje spremljevalnih, administrativnih in tehničnih del na področju športa. V torek, 5. marca 2019 v večernih urah je v športni dvorani v Slovenskih Konjicah potekala prireditev Športnik leta 2018. V organizaciji Zavoda za šport Slovenske Konjice in Občine Slovenske Konjice so nagradili najboljše športnike in športnice lanskega leta. Po uvodnem nagovoru voditelja Tina Vodopivca je sledil kratek pozdrav konjiškega župana Darka Ratajca. Takole, spoštovani, lep pozdrav v mojem imenu, v imenu Občine Slovenske Konjice. Šport Konjica se ni začel pred 25 leti. Šport Konjica je nekoliko starejša zadeva. Prvi športniki so bili Sokol in Orli, 100 let nazaj so delovali. Prvo športno društvo je bilo Konjica ustanovljeno leta 1933, imenovalo se je SK Konjica. Prvo nogometno tekmo so odigrali leta 1934, s Poljčanami, nažalost so izgubili, ampak kakorkoli. Torej, zgodovina športa konjiškega sega daleč in ima tudi velike uspehe. Zato, da so veliki uspehi, so ponavadi zaslužili tudi posamezniki, ki v tej priložnosti rad nekatere tudi poudaril, nekateri niso več pred nami. Gospod Boljne Viktoršič, gospod Vlado Keber, gospod Klančnik Viljem Starejši, to so bili tisti, ki so v enem obdobju dali velik pečat športu. Imamo še živeče, Stane Zule, Jože Baraga. Ta dvorana stoji zato, ker je bil gospod Baraga po nekem obdobju tudi župan te občine. Torej, to so tisti, ki so šport v Konjicah v enem obdobju zaznamovali. Seveda, rezultat vsega tega so odlični športniki, so odlični športni dosežki ekip posameznikov. Tukaj imamo dva primera športnika, ki sta že zaznamovala zgodovino konjiškega športa. Imeli smo Zdovca, imeli smo Dabanoviča, imeli smo sedaj recimo Zidanškovo v tenisu. Torej, to so neki presežki, so posamezniki, ki so vzor tudi mladim. Mladim, da, bom rekel, spoznajo, da lahko tudi športov uspejo. Lokalna skupnost se zaveda pomena športa. Veliko vlagamo v šport, nekateri bi rekli premalo, ampak če pogledamo objektivno, je denarja kar precej vloženega. Ne nazadnje, če gledamo, smo v preteklem letu zgradili pomožno igrišče, nogometno igrišče, torej vse vlaga. Ampak denar seveda ni vse. Mislim, da je več na vas, ki delate v športu. To pomeni športni delavci, trenerji, tisti, ki vodite športno društva, ki dajete veliko energije, časa, da zadeve tečejo tako, kot morajo. Velika zahvala tudi podjetnikom in podjetjem, ki ves čas stojijo ob strani konjiškemu športu. Ne samo danes, ne samo včeraj, desetletja nazaj je temu bilo tako in iskrena hvala še enkrat za te dejansko za to razumevanje. Kaj ne reče? 25 let Zavoda za šport je za nami. Zavod za šport je ugledni zavod, ki je v tem času popolnoma upravičil svoj obstoj. Skrbim sledno za to, da šport funkcionira, da so objekti urejeni. Želeli bi si še nekoliko več. Želeli bi, da bi objekti športni, ki jih imamo v občini veliko, bili še bolj polni. In na nas je, da to tudi naredimo. Torej, danes je slavje, danes je lep dan, iskrene čestitke Zavoda za šport, iskrene čestitke tudi vsem prejemnikom, bom rekel, današnjih priznanj in naj nas šport vodi še naprej, tako kot je do sedaj. Hvala lepa. Podelili so 45 priznanj za perspektivne športnike iz strani različnih predlagateljev. Jubileje so letos obeležila 3 društva. Red Power Taekwondo klub Slovenske Konjice 10 let, Twirling klub Slovenske Konjice 20 let in Radio klub Konjice S59DXU častitljivih 50 let delovanja.
11 priznanj za rekreativne in druge športne dosežke je podelil predsednik Sveta zavoda za šport Ivo Furman, ki se je prav tako zahvalil tudi najuspešnejšim in zaslužnim športnim delavcem. Za najboljšo konjiško žensko športno ekipo so letos izbrali člansko ekipo ženskega košarkarskega kluba Konjice. Članska ekipa je v letu 2018 dosegla uvrstitev med najboljše 4 ekipe v pokalu članic in 6. mesto v prvi slovenski košarkarski ligi za ženske. Je edina ekipa, ki jo v celoti sestavljajo domače igralke. Članska ekipa ŽKK Konjice je uspešna kombinacija izkušenj in mladosti, saj ob nekaj že prekaljenih članskih igralkah, ki so dolgoletne igralke tega kluba, ekipo sestavljajo in se ji uspešno priključujejo tudi mlajše igralke, mladinke in celo kadetinje. Vsa dekleta so domačinke. Uspehi članske ekipe pa so tisti, ki spodbujajo k zavzetemu delu in trudu tudi igralke mlajših selekcij in za šport navdihujejo še športno neaktivna mlajša dekleta. Za najboljši športni kolektiv je bil podeljen naslov članskemu moštvu nogometnega kluba Dravinja. Ekipa, razen enega člana, je prve izkušnje dobivala v domači nogometni šoli. V lanskem letu so priigrali 3. mesto v slovenski nogometni ligi Sever. Posebno županovo nagrado za promocijo slovenskih konjic preko športa je prejela domačinka Tamara Zidanšek za mnoge napredne dosežke na področju tenisa. Atletinja Martina Ratej je v konjiški občini ostala najboljša športnica tudi v lanskem letu. Martina Ratej, metalka kopja doma iz Suhadola, 3-kratna udeleženka olimpijskih iger in 4-kratna najatletinja Slovenije in slovenska rekorderka v metu kopja. Prav tako pri moških je ostal najboljši športnik leta boksar domačin Aljaž Venko. Za Aljaža bo leto 2018 ostalo v spominu po naslovu državnega prvaka v kategoriji do 75 kg, po prvem mestu na prireditvi Slovenija Open, 9. mestu na mednarodnem turnirju v Beogradu, osvojeni zlati medalji na mednarodni reviji v Desariju na Sardiniji, osvojenem prvem mestu mednarodnega turnirja Eindhoven in še mnogih drugih pomembnih dosežkih. Za popestritev dogajanja je poskrbela koreografija plesalcev plesne šole J-Dance Studio. V sklopu prireditve je potekalo še odprtje stalne razstave Šport v Konjicah. Lanskega 24. decembra je bil namreč dan, ko je Zavod za šport Slovenske Konjice obeležil 25. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti so k besedi povabili tudi prvega direktorja Dimitrija Hlasteca. Moram reči, da večina, ki ste danes tukaj prisotni, se takrat še niste rodili. Ko smo ustanovili ta zavod, ki je bil posledica izgradnje te dvorane, kot je prej povedal že župan, je šport se v Slovenskih Konjicah začel bistveno prej kot pred 25 leti. V 80 letih so konjiški košarkarji dosegali, lahko rečemo, kar vrhunske rezultate v slovenskem merilu in v telovadnici pri spodnji osnovni šoli, ki je bila premajhna, je kazala potrebe po izgradnji nove dvorane. Enako je bil problem za športno vadbo v osnovni šoli pod Gorom in takratne vodstvo občine Konjice, ni bilo takrat županoma, bila je skupščina občine, gospod Jože Balaga, ki je bil velik ljubitelj športa, je skupaj z takratnim direktorjem gradbenega podjetja Polditom Richteršičem po naključju ali ne, sta bila oba tudi začetnika košarke v Slovenskih Konjicah, se je pristopila k gradnji te dvorane, ki je kasneje prerasla ne samo v šolsko telovadnico oziroma športno dvorano, ampak večnamenski objekt, kjer so se ob športnih prireditvah dogajale tudi različne zabavne in kulturne prireditve. Vse to skupaj z spremembami v takratnem političnem, ne bom rekel sistemu, ampak ureditvi, postali smo samostojna država, je pripeljalo do tega, da smo morali preoblikovati organizirano športa iz športne zveze oziroma zveze telesno-kulturnih organizacij, kot se takrat uradno reklo, smo kot najbolj optimalno rešitev za delovanje športa ugotovili zavod, javni zavod. Očitno je bila to takrat prava odločitev, ki se je skazala za dobro in konec koncev že 25 let stvar funkcionira nedobro. Smo reči, da sem prav ponosen, ko pogledam tole dvorano, ki izgleda, kot da je bila zgrajena pred parimi leti, zato vse iskrene čestitke vsem tistim naslednikom, ki so vodili ta zavod za šport,
In kot je že prej župan rekel, je zavod upravičil svojo ustanovitev in svoj obstoj, zato že čestitam vsem, ki so bili kasneje direktorji, trenutnemu vodstvu pa želim še obilo uspehov tudi za bodoče. Enako čestitam vsem nagrajencem današnjim. Hvala. In se zahvalili še Davorinu Baumanu z osebnim priznanjem kot zahvalo za čas, trud in skrb za športno dvorano Slovenske Konjice.